Servus, zdravo, glodate Rdeča pesa. Ker delavci ne spoštujejo zakonov, ampak samo trpe njihovo moč, ko sami nimajo toliko moči, da bi jih spremenili, je nekaj nadvse naravnega, da stavljajo vsaj predloge za njihovo spremembo, da hočejo postaviti namesto buržoaznih proletarske zakone. No, danes ne bomo govorili o teh zakonih, o katerih piše Friedrich Engels v delu Položaj delavskega razreda v Angliji, temveč ravno obratno. O zakonodajnih predlogih, ki so spisani v skladu z interesi vladajočih in najpremožnejših v naši družbi. V 11. oddaji Rdeče pese bomo v grobem govorili o predlogih vladnega strateškega sveta za debirokratizacijo pod vodstvom nekdanjega prvega dacerja in šefa Nogometne zveze Slovenije Ivana Simiča. Govorili bomo o socialni kapici, o odpravi davka na luksuzna vozila, o tem, do kakšnih sprememb v plačah prihaja zaradi sprememb na področju davčne zakonodaje, ter o tem, kako so davki povezani z dostopnostjo javnih storitev za nas, običajne delovne ljudi. Za ta namen v naši družbi ponovno pozdravljamo sociologa Marka Krčana. Marko, zdravo. Dober dan. Torej, gremo najprej na najbolj aktualno zadevo, in sicer vlada je v parlament vložila zakonodajni predlog za uvedbo tako imenovane socialne kapice. O tem smo ogromno prebirali tudi v samem predvolilnem času, recimo Nova Slovenija je ena taka stranka, ki je izjemno to propagirala. Kaj sploh pomeni socialna kapica, kdo ima kaj od tega, kaj je ta institut, ki se vedno bolj pojavlja v medijih v zadnjih časih? Ja, socialna kapica je zelo nesrečen izraz, ker je pravzaprav ravno asocialna kapica, ker zmanjša solidarnost pri plačevanju prispevkov za zdravstveno in za pokojninsko varstvo. Gre pač za to, da se nad 6.000 evrov ne bi več plačevali prispevki. To bi koristilo približno 17.000 ljudem, dober procent davčnih zavezancev z najvišjimi plačami. To je po vsebini management, del malomeščanstva, bi tudi rekel, od tega v privatnem sektorju raznih podjetnikov, bogatejših mogoče obrtnikov, pa tudi do javnega sektorja, recimo zdravništvo, kot smo videli, ima tudi take plače, ki znajo precej presegati take zneske. Pri plači 10.000 evrov, recimo, bi to pomenilo približno 442 evrov več na mesec. Gledano globalno pa lahko rečemo, da v bistvu poskuša koalicija, vlada z to socialno kapico podariti 100 milijonov evrov javnih sredstev temu 1% najbogatejših ali pa najbolje plačanih. To seveda jemlje torej to seveda pomeni manjša javna sredstva, konkretno sredstva za pokojnine in za zdravstvene storitve, kar seveda je udarec za vse delovne ljudi, ki so pač od tega odvisni in se ne morejo nadomestiti teh pokojnin in zdravstvenega zavarovanja z kakšnimi privatnimi zavarovanji. Seveda, njih ne bo to udarilo takoj, čez en dan, ampak seveda na dolgi rok bomo pa spet poslušali tisto znano mantro, da je premalo sredstev za pokojnine, da mora biti pokojnine nizke, da je pač premalo sredstev za zdravje, da zato rabimo privatno zavarovanje in tako naprej. Nažalost, seveda to ni neka osamljen pojav. Ti si citiral Engelsa, Engels je tudi rekel, da je kapitalistična država ali pa vlada nekako upravni odbor kapitalistov in to seveda še vedno drži. Jasno, kaj si ta upravni odbor lahko privošči, je odvisno od moči delovnih razredov v družbi. Zadnja desetletja si lahko privošči vedno več in zato tudi te predlogi, ki kot rečeno niso novi. Ti veš, da je zlasti tam po letu 2006 od prve Janševe vlade bilo veliko reform, neto prispevkov, predvsem pa dohodnine, s katerimi so se povečali dohodki najbogatejših, torej tistih z najvišjimi plačami in dohodke od kapitala.
če dam samo en primer za zgled, ne, samo med letoma 2015 in 2020 sta takrat Cerarjeva in potem tudi Šarčeva vlada spremenile dohodninsko lestvico na ta način, ne, da je recimo nekdo s povprečno plačo pridobil 13 evrov na mesec, torej manj kot 1%, ne, neto plače, nekdo za 10.000 je pa pridobil skoraj 6,5%. Ne. In zdaj, če bo sprejeta tudi še socialna kapica, je to, bodo te z visokimi plačami pridobili, recimo konkretno plačo 10.000 evrov, pridobili približno še 442 evrov, torej skupaj 15%. Vsi ostali, oziroma tisti z nižjimi plačami, pa seveda nič. Ne. Tako da razredna logika teh ukrepov je seveda popolnoma jasna. Kljub imenu socialna kapica, žal je pač to del trenda, ki se mu bo pač treba opreti, in tukaj nažalost je zdaj spet en velik korak nazaj, recimo glede na leto 2018, ko je, če se spomniš, Levica dosegla, da je takratna koalicija obljubila nekaj drugega, nekaj obratnega od socialne kapice, namreč dvig prispevkov delodajalcev za pokojnine, ne, ker oni plačujejo zadnjih 20 let manj kot zaposleni. Ne. Ja, to je, mislim, tam sredi 90-ih sprememba. Tako, no to se takrat ni realiziralo, ne, ampak hočem reči, ne, ko so že pri Engelsu, ta razmerja moči niso tako enoznačna, ne. Vidi se, da lahko celo znotraj tega gnilega parlamentarizma pride občasno do nekih pozitivnih premikov v korist delovnih ljudi, ki se pa v tem primeru, ne, pač poštene obdavčitve oziroma poštenih prispevkov, ki bi jih plačevali delodajalci, ni zgodila, tako kot se ni zgodil drug pozitiven premik, ne, ki bi bil ukinitev dopolnilnega zavarovanja, kjer spet kapital ne prispeva, ne, hkrati pa parazitira na teh sredstvih. In še kaj bi se zgodilo, ne? Realizirala se je zares samo mogoče minimalna plača pa socialne pomoči. Ja, zdaj ravno ko si govoril o tem, ko si tudi izpostavil recimo tudi številčno, kateremu družbenemu razredu v Sloveniji bodo koristili ukrepi v zvezi s socialno kapico, pa so jim koristili tudi tisti, ki si jih našteval prej. Eno od takih je gotovo recimo odprava davka na luksuzna vozila in pa tudi še nekaj, kar predlaga ta Simičev svet, ki smo ga omenjali na začetku, torej znižanje obdavčitve na dohodke iz dividend. Kaj recimo Zgleda, da tudi ta dva ukrepa greta v podobni smeri, pač da koristita interesom nekih posedujočih razredov v naši družbi. Kaki so recimo učinki takih ukrepov, pa kaj recimo prinaša za družbo kot celoto, ne samo za te, ki so direktno targetirani z njimi? Zanimivo je to, ne, da vsaj včasih, ne, ali pa takrat, ko sem začel spremljati politično dogajanje, vlade niti niso tako upale izrazito ne postaviti na stran recimo bogatih in kapitala, in da je neka enakost plačna ni veljala za recimo nekaj slabega, ne, ampak za neko vrednoto, ne, družbeno. Pustimo zdaj pač, kaj so se še drugega delali takrat v času tranzicije, ne, ampak vsaj tukaj, ne, je pač so sindikati ali pa organizirano delavstvo takrat držali nekako neko ravnotežje, ne. Danes pa pridejo s takimi škandaloznimi ukrepi, ne, celo leve vlade, ne, recimo Cerar, Šarec, Cerar celo dvakrat, ne, znižujejo res samo obdavčitev najvišjih dohodkov, hkrati pač tiščijo recimo socialne prejemke zelo nizko, ne, pa ni neke hude reakcije, ne. Javnosti, čeprav je velika večina prebivalstva v bistvu tega nima nobene neposredne koristi, družba in sistemi socialne države se siromašijo, bogatijo pa samo tisti, ki so že tako bogati, ne, pa vendar ne so bile reakcije ponavadi recimo relativno majhne. Tudi ob tem omenjenem davku na draga vozila ali na luksuzna, ki je pač eklatanten primer tega, ne. Mislim, tukaj gre res za blazne zneske, ne. Naši kolegi v Levici so to računali in so naračunali, da pri nekem BMW-ju, zelo dragem, tam nad 100.000 evrov, ne, so lahko znižanje davkov tudi že do 40.000 evrov, ne. Skratka, razlika je blazno
velika. Izgovor je pa zelo slab. Izgovor je ta, da če mi tega ne bomo naredili, bojo ljudje, ne vem, na Slovaškem, ne vem točno, kje registrirali te avtomobile in pa tako ne bodo plačali nič. Kar je pa, in to reče nekdo, ki je bil šef davčne uprave. Veste, mislim, davčna uprava bi take stvari morala absolutno onemogočiti. Jaz mislim, kolikor vem, recimo v Italiji je tak sistem, da ti ne moreš pač imeti stalnega prebivališča v Italiji, pa avto registriran na Slovaško. In sem prepričan, da tudi v Sloveniji bi se to pač dalo narediti, ampak namesto, da bi organi take primere, ki jih ne more biti tako zelo veliko, sankcionirali, grejo raje v to, da v bistvu oprostijo. Veste, nekoga, ki se izogiba plačevanju davkov, potencialno celo na nezakonit način, ker on blok oprostijo teh davkov in to celo zakonom. To je pač. To je nagrada dejansko nagrada za neko tako delovanje. Potem. Tako, predvsej Alan Fordovska poteza. Pač, veste, mogoče bi morali dati tudi drugim državljanom, delovnim ljudem misliti, da mogoče državljanska nepokoščenja, neplačevanje davkov lahko ima pozitivne učinke. Zdaj, kar zadeva teh dividend. Predlog je sicer relativno blag, bi rekli. Poskuša, čeprav razumem, samo odpraviti tisto malenkostno znižanje obdavčitve dohodkov od kapitala, ki ga je prejšnja vlada sprejela. Kar pa v bistvu pomeni to, da fiksira neko stanje, ki je nepravično in je že tam od leta 2006 od pokojnega Bajuka tako. Namreč, da so dohodke od kapitala izvzeli iz pravične obdavčitve in so zdaj obdavčeni posebej, temu se reče končno cedularno. In zdaj plača nekdo, ne vem, en upokojenec, ki ima 3 delnice, pač je enako obdavčen kot en pidovski baron, tisti, ki bajna bogatstvo zasluži z krajo imenovano lastninjenje. Ali pa skratka s to prvotno akumulacijo kapitala, ki se tako dogaja. Ali pa ne vem, en direktor nekega podjetja, ki ima že 10.000 evrov osnovne plače, hkrati je plačan z delnicami, ali pa ne vem, kako je do njih prišel. To je pogosto, da so veliki lastniki tudi. Je spet enako obdavčen kot nekdo, ki ima eno samo delnico ali pa nekoč prodal pač neko nepremičnino, ki je podedal in take stvari. In tako da bom rekel, seveda razredna logika je tle zelo enostavna. Vem, da ljudi zelo hitro prepričajo te kapitalisti ali pa bogatejši ljudje in njihovi zastopniki v medijih, češ to bo tudi vas udarilo. Saj vi imate tudi, ne vem, mogoče oddajate kakšno sobico, mogoče imate 3 delnice in evo, če znižamo, smo tudi za vas znižali. Če nekdo pač dobi 50 evrov dividende na leto, je ta 2%, niti je to, ne vem, 1 evro, če je, za nekoga, ki ima 10.000 evrov takih dohodkov, je pa to že velik denar. In se treba zavedati, da zaradi te prihvatizacije in tako naprej je veliko ljudi danes kao delničarjev, pa to so zelo majhni delničarji, ta pravi maherji so tisti, ki imajo velika premoženja. In če pogledamo podatke, je približno dobrih 1022 ali koliko zavezancev pred par leti, ko so te podatki bili, dobili polovico vseh dohodkov od kapitala. Torej, lastništvo kapitala je zelo koncentrirano in zato seveda imajo koristi od takih znižanj predvsem in najbolj tisti, ki so tako ali tako najbolj bogati. Pa sej ta argument, ki si ga ravno ti izpostavil, Vladen, o teh luksuznih vozilih, je pač na last podoben argumentaciji, ko se govori o tem super dohodninskem razredu za super bogate športnike. Tudi na ta način bi naj privabili te ljudi. Oboje pač tekmovanje tudi z nekimi davčnimi oazami po svetu, ali pa pač v katerem neka taka ekonomija oziroma narodno gospodarstvo, kot je slovensko, ne more tekmovati v nobenem primeru. Zdaj, slovensko narodno gospodarstvo kot tako je tudi financer socialne države slovenske. In ti ukrepi na področju davkov imajo vedno tudi posledice na tej strani. In sicer ko zmanjka nekih sredstev za delovanje, je zelo lažje potem v nekem ideološkem boju prepričati ljudi, da je pač treba te storitve sprivatizirati, da bodo normalno oziroma bolje delovale. Se ti zdi, da je to eden izmed nekih etapnih ali pa vmesnih ciljev teh ukrepov ali pa celo nek končni cilj
teh ukrepov. Pa če lahko v tem kontekstu še poveš kaj o primerjavah Slovenije z drugimi državami, recimo v okviru Evropske unije, glede velikosti javnega sektora oziroma teh storitev, ki jih obsega socialna država. Zdaj, situacija je taka, ne, da mi sociologi, marksisti govorimo, ne, da so mediji, ne glede na to, ali so privatni ali javni, so ideološki aparat države. Ne. Medije plačuje bodi si država, če so javni, bodi si neki tuji ali domači kapital, in seveda jih plačujejo v glavnem zato, da širijo njihovo propagando, ali pa dobro, če mogoče nekateri niso neposredni manipulatorji, pa sigurno širijo njihov svetovni nazor in ideologijo. Ne. Redko kdo vlaga v medije v Sloveniji zato, ker bi bili dobičkonosni, ne, verjetno niso, ampak to, da svojo ideologijo pač kot svetovni nazor nekako širi. In to je seveda v razrednem boju zelo pomembna stvar, kajti če je delavstvo pod vplivom vladajoče ideologije in ne razvije svoje razredne zavesti, se ne ve, kaj ni njegov interes, bo lahko prodaš take stvari, o katerih smo zdaj govorili, da pač znižuješ obdavčitev bogatih in kapitala, ne, in dobivaš za to celo, mislim, in zaradi tega ne doživiš neke organizirane ali pa masovne reakcije delovnih ljudi. Ne. No, in ena od teh ideoloških vanter, ki so jo uspeli verjetno zelo uspešno tudi prodati tudi delovnim ljudem, je v tem nekih blazno visokih davkih in obdavčitvi v Sloveniji in koliko je to grozna stvar. Ne. Zdaj, jaz sicer nisem zagovornik kar on blok visoke obdavčitve, ker je to pač nek tak grob administrativen način za zadovoljevanje družbenih potreb, ampak v kapitalistični državi je to praktično edini način, da se kapitalu iztrga del presežne vrednosti, ki jo delavci ustvarjajo. Ne, ti si rekel gospodarstvo. Ja, gospodarstvo, ampak znotraj njega delovni ljudje, tisti, ki delajo, ne, vsi ostali neki mešetajo okrog potem s to vrednostjo in nič ne ustvarjajo novega. Ne. Delovni ljudje in delavci dela ustvarja vrednost, ki se potem deli. In na ta način lahko del vrednosti se seveda odzame iz procesa akumulacije kapitala in se da za direktno zadovoljevanje družbenih potreb, ne vem, za subvencioniranje vrtcev, za plačilo učiteljev v šolah, ki je potem brezplačno lahko, za to, da gre človek lahko tudi, če nima dohodkov, na drago zdravljenje, ne vem, klinični center in tako naprej. Ne. Skratka, ne sme se gledati na davke samo kot na strošek, ne, ampak to je tudi kruh za številne ljudi v javnem sektorju in pač sredstva za koristno delo. Ne. Nažalost, ja, seveda, ogromno je tukaj enega metanja stran, ogromno je tukaj enih potroškov, ki so nekoristni. Ne. Recimo, ta najbolj aktualni primer, ne, vlada ima jasen načrt, da zapravi 780 milijonov evrov za oboroževanje, povsem nepotrebno in koristi samo pač, ne vem, ambicijam NATO in tistih proizvajalcev pa domačih posrednikov, ki bodo to kupovali in prodajali. Medtem ko recimo v tem famoznem načrtu za okrevanje poskušajo dobiti od vseh tistih silnih evropskih milijard samo 300 milijonov, ne, za zdravstveno in socialno varstvo. Skupaj niti pol tega denarja, kot ga predvideva za oboroževanje, in samo 6% od tega, kar je tam na razpolago. Skratka, da ne zaidem zdaj, hočem reči, seveda problem je tudi na strani porabe davkov, ampak če to zaenkrat pustimo v strani, je ta glavna stvar za nas delovne ljudi, po mojem, to, da mora biti davčni sistem pravičen. Namesto da imamo mi recimo zelo visok DDV, trošarine, skratka davke na potrošnjo, ki nesorazmerno udar delovne ljudi in revne, bi si morali stremeti za pravično obdavčitev kapitala, dohodkov dela in tudi visokih dohodkov. Zdaj, kar se tiče pa tega gospodarskega učinka davkov, je pa treba reči, da seveda pač apologeti kapitala in visoko plačanih in njihovi novinarji, kolumnisti, profesori, skratka njihovi ideologi so ustvarjali to mantro, koliko je manj davkov, manjši javni sektor, boljše je. Ne. Glejte, že osnovni pogled po Evropi vam pač pokaže, da razen redkih izjem bogatih neoliberalnih držav, ki imajo recimo to možnost, da so kakšna Irska, Luksemburg, Švica, davčne oaze oziroma pralnice denarja mednarodne, ne,
je ponovadi tako, da bolj je država razvita, večji je tudi javni sektor. Oziroma še bolj velja to nasprotno. Bolj je država revna in nerazvita v gospodarskem smislu, manjši ima javni sektor. Tako da če pogledate recimo, naši ves čas govorijo te ideologi gospodarstveniki, skratka predstavniki kapitala, da je treba zniževati davke in da bo potem nek gospodarski čudež sledil, da se bo kar naenkrat z te bogataševe mize razsul toliko dopin, da bomo vsi siti do grla. Treba pač reči, lejte, to, kar vi zdaj predlagate tle, in to dokaj sramežljivo, so radikalno že zdavnaj izvedli v številnih vzhodnoevropskih državah. Jaz dajem pač primer, Bolgarije, zato ker je tam na repu po razvitosti. Oni imajo vse, zelo nizko obdavčitev osebnih dohodkov, imajo enotno davčno stopnjo. Skratka, isto si obdavčen, če imaš najvišjo plačo, pa najmanjšo plačo, nima veze. Isto je obdavčen tudi dobiček, skratka zelo nizko, bistveno nižji kot v Sloveniji, zaradi ta hip, z glave 7 ali 10%. Tudi socialno kapico imajo in to že dalj časa. Gospodarskega čudeža pa kar ni, pa ni. Nasprotno, siromaštvo v državi se povečuje. To je ena od tistih držav, kjer se prebivalstvo drastično zmanjšuje zaradi izseljevanja nizke rodnosti, tem, ko se v normalnih državah povečuje, celo v Sloveniji se povečuje. In seveda ta Bolgarija ima sicer super, odlično vitko državo, 38% je torej izdatkov v BDP-ju, ampak ne deluje. Pa imate pa na drugi strani neko Avstrijo, ki vsi tako postavlja na piedestal, pa 49% BDP-ja je velik javni sektor, so veliki javni izdatki, bistveno višji, neprimerno višji kot v Bolgariji, ne samo absolutno, tudi relativno, neprimerno višji kot v Sloveniji. In vse te davke je treba od nekoga vzeti. In hkrati imajo višji delež davkov, ki jih plača kapital, recimo. Manjši delež davkov na potrošnjo. Funkcionira. Torej, kaj hočem reči? Tukaj ta logika ne deluje. Vse, kar te zniževanja davkov za bogati in kapital prinese, je to, da ima pač kapital in bogati več premoženja in dohodka, in na drugi strani, da je država siromašnejša. In pač, država, nažalost, niso samo birokrati, vojska, policija in podobni represivni organi, ki varujejo ta obstoječi red. Če bi njih malo shirali, ne bi bil problem. Problem je, da na njih ne bojo hirali. Hirali bojo pač to, kar mi rabimo. Šolstvo, zdravstvo in te druge stvari. Tako da to je tisto, kar je bistveno. Mogoče samo še to, ta logika, ki se je omenil. Mislim, to je noro, kar so rekla glede davka na luksuzna vozila. Je, da se dogajajo neke množične utaje davkov, registrirajo se avtomobili nekje v tujini, kaj naredi finančna uprava oziroma država, namesto da bi to preganjala, zaprla te ljudi, pobrala denar ali pa spremenila evropske predpise, če je problem, gre in legalizira to in zniža davke, da jim pač tega itak ni treba plačevati. Hkrati ni treba plačati, pa še nisem treba matrati s tistimi registracijami. Isto je s temi davčnimi oazami. Namesto, da bi neka resna nadnacionalna entiteta kot je EU dokončno vsaj na svojem ozemlju ukinila davčne oaze, ali pa da bi pač onemogočila transakcije na znana ozemlja, kjer se davki utajujejo, tega seveda ne naredi. Kaj pa dela? Znižuje obdavčitev na svojem ozemlju, v svojih državah. In to je noro, to logiko je treba vrniti. Sej ta vprašanja so nujno povezana pač stopnjo tudi organiziranosti različnih razredov v družbi ali pa zmožnosti delovnih ljudi, da se organizirano uprejo tem procesom, o katerih smo zdaj recimo govorila. Če na koncu pred koncem samo še malo povzamemo, na kako neko ideološko, razredno usmeritev kažejo ti ukrepi vlade, pa recimo se ti zdi, da bi ob primeru recimo zamenjave vlade ali pa neke nove garniture, ki bo preko slej v teh menjavah znotraj kapitalistične demokracije itak pride do njih, bo se ta neka razredna usmeritev na tem področju spremenila, ali bo samo prišlo do tega, da ne bo tako očitno jasna, da ne bo takih ekscesnih recimo predlogov, ki recimo zelo hitro tudi pol zaskrbijo javnost kot tako. Jaz se sicer poskušam čim manj ukvarjati z parlamentarnim kretenstvom in z
ugibanje, kaj bo kdo tam naredil. Tako da, ampak dobro, da nisem čisto pesimističen. Prej smo rekli, da je leta 2018 Levica zaradi takratnega volilnega rezultata uspela določene napredne in stvari v interesu delovnih ljudi vsiliti v koalicijsko pogodbo. Nekaj malo do tega, zlasti minimalna plača, ki se je, to moramo reči, radikalno dvignila in trajno, in še dodatki so zdaj na njo. To je že bil dosežek. Tako da nekatere stvari se da narediti. Kakšnih hujših velikih premikov v korist kapitala, vsaj na ravni davkov, tudi takrat mogoče ni bilo z izjemo določenih sprememb dohodninske lestvice. Tako da ni nemogoče. In kar me skrbi je to, da, kar si rekel, organiziranost oziroma zavest delovnih ljudi, da ljudje nekako ne vidijo za to ideologijo, ki jim jo prodaja praktično vse stranke, in pričal sem, da bodo tudi te nove, ki naj bi se zdaj ustanovile, in po katerih ljudeh da je kar kličejo po teh novih obrazih, da večina njih bo pač šla po tej isti stari poti. Ne vemo zdaj točno kako radikalno, ampak in zakaj je to mogoče? To je mogoče zato, ker se svetovni razvoj ljudi uspel toliko premakniti na desno, kar je seveda posledica zelo zavestnih prizadevanj pač medijev in njihovih sponzorjev, jasno, da se to zgodilo. In se je seveda težko zamisliti, da bi bil kakšen bistven korak na bolje v teh okoliščinah. Mislim, je zanimivo, da ljudje, ki so drugače tako nekako skeptični baje, a veš, dvomijo o obstoju bolezni, pa cepiva izskrbijo. Po drugi strani pa nekako ne vidijo to prosojno igro politikov. Recimo imate predsednika vlade, ki ves čas napada neke drugorazredne ljudi, pa človek je pač, odkar je odrasel pri koritu. Ves čas je bil ali poslanec, ali minister, ali predsednik vlade, torej z najvišjo plačo praktično v javnem sektorju, ali pa vsaj v tej ožji državni upravi. In hkrati je bil dolg časa na oblasti. Zakaj njegovi te volivci ne vidijo, se ne vprašajo, čakajte malo, ali imamo res mi to koristi zdaj od tega? Veš, on tam igra, ne vem, na Mauritiusu golf, se ljudje vprašajo, ne vem, kaj imamo mi od tega? Smo mi, mi sploh ne dopuščajo, če lahko gremo normalno. Ne vem, verjetno tudi se njim ne zgodi, da kar nekako ne najdejo, kar nekje 200.000 evrov ali koliko že nekega denarja, za katerega niti ne vejo, od kje so ga dobili, in tako naprej. Skratka, veste, da bi ljudje pač nekako spet, ali ne vem, kako temu reči, dobili pač ta občutek, da za temi floskolami, ki jih seveda vsi govorijo, kako se oni zavzemajo za delavce, ponovadi ne, ampak vsaj za srednji razred, pa za tiste, ki ne vem, pa s svojimi rokami nekaj delajo dol, bi pač malo pogledali, pa se ni to zelo težko, kaj se pa v resnici dogaja. Da bi pač to osnovno diskrepanco, ki je pa res zelo velika in ta razkorak se povečuje med tem, kaj se govori in tem, kaj se dela, oziroma danes se pravzaprav niti več veliko ne skriva. Čim bi pač to osnovno razredno logiko vsaj malo vklopili, potem mogoče bi se pa lahko računali na kakšne večje premike. Ker bi se morali tudi politični razred malo prilagoditi. Ok, hvala Marko za sodelovanje, že drugič, in za tvoje odgovore. To tematiko bomo pri Rdeči pesi gotovo še podrobno spremljali. Vam, gledalke in gledalci, pa hvala za ogled. Vabimo vas, da nas spremljate na vseh družbenih omrežjih, da nas tam polajkate, da povete o nas svojim sodelavkam, sodelavcem, kolegicam, kolegom na faksu, mami, Atejo in vsem vmes. Do naslednjič pa se dajte naročiti na YouTube kanal, predvsem pa jejte, pite, glodajte, pa tudi gledajte Rdečo peso.